Ja, lepo pozdravljeni. Tukaj zahvaljujem se Trubarjevi hiši literature, da nas je pripravljena gostiti danes 11.10. ob 5. uri v svojih prostorih. Danes smo tukaj zato, ker... Tomaž, prosim, presedi. Koliko malo poznavanje mesta. Namreč julija je išla 36. številka revije Razpotja, ki zdaj naslednje leto obeležuje že 10. leto svojega izhajanja in je bila posvečena temi mestu. Zdaj nekako sam sem z sodelavcem Blažom Kosovelom in nekako gostujočim urednikom Milošem Kokoscem pomagal pri urejanju te številke in nekako se je izkazalo, da med 10 prispevki na to temo, da so teksti ali pa recimo neki metode ali pa recimo načini pogleda na to, kako vidimo in razumemo mesto precej raznoliki. Nekako je namen današnjega pogovora ta, da bi izmed avtorjev, ki smo jih nekako nocoj, danes uspeli dobiti na ta pogovor, ugotovili, ali pač kje so vseeno neke stične točke oziroma če bi morda nek pogovor o tem lahko pokazal, da so mogoče neka vprašanja ali pa načini mišljenja mesta mogoče nekako vseeno bolj sorodni, kot se zdi, glede na vtis, ki ga mogoče bralec ob prebiranju tega tematskega sklopa dobi. No, zdaj uspeli smo dobiti 7 avtorjev izmed 10, pa bi jih morda kar lepo po vrsti pozdravil. Z nami je Nika Grabar, Zala Velkavrh, sam sem Peter Karba, potem Aleksandr Vujovič, Nec Černigoj, Tomaž Pipan, nekje se pa v bližini najbrž nahaja tudi Blaž Kosovel. No, če dovolj formalnosti, bi jaz morda začel kar z prvim vprašanjem. Leta 2006, ko je Zoran Janković nastopil v svoj prvi županski mandat, se je nekako pogosto ta nek projektni zanos, ki je ob začetku njegovega županovanja nastal, nekako ga je spremljala neka maksima, Ljubljana je najlepše mesto. Se pravi, zdaj, mene zanima zdaj na nek način, v čem je pač neka lepota mesta. Mislim, zdaj, seveda pač eno je tista neka podoba mesta, seveda, ki jo v bistvu pač vsak prebivalec Ljubljane ali pa tudi katerega drugega slovenskega mesta je opazil v zadnjih 10 letih in v bistvu pač, kaj mi pravzaprav razumemo skozi to, da je mesto lepo. V bistvu, kar se mi zdi, da v bistvu pač skozi to neko podobo ali pa neko se kaže tudi nek način razumevanja tega, kaj nam, kakšne so naše predstave o tem, kaj je lepo mesto, pa bi mogoče kar prosim morda udeleženo, da morda nekako to komentirajo ali pa dajo kak svoj premislek glede tega. Pa ne vem, kdo bi začel, mogoče ti Zala, no, ne bomo nekaj prvi izvoli. Ja, pač moja prva asociacija na to lepoto mesta je mogoče na leto 2014, ko smo bile s kolegicami iz Prostoroža mentorice ene delavnice na Fakulteti za arhitekturo v Prištini. Zdaj pač ne vem, če kdo ne pozna Prostoroža tukaj, mi se ukvarjamo z javnimi prostori, s tem nekako, da eksperimentiramo, testiramo, kako pripeljati ljudi v javni prostor, kako vzpostaviti neke nove rabe, ki niso samo
sedenje v lokalih in pitje kave, kako narediti pač javne prostore zanimive za čim več ljudi in za vse mogoče aktivnosti, ki se lahko dogajajo na prostem izven pač naših stanovanj. In spet, zdaj, kje se skriva ta lepota, ne? Mi smo sedeli v Prištini in Priština ima najbolj, kako se reče v slovenščini, vibrant, najbolj živahne javne prostore, največ ljudi je povsod, vse mogoče počnejo. Ti imaš to domestifikacijo javnega prostora, ljudje skrbijo za prostor, ga opremljajo pred svojimi trgovinicami, zjutraj ga čistijo, zvečer so bulevarji polni in tako naprej. Oprosti, ampak to pomeni kaj? Mislim, zdaj predvidevam, da se tebi zdi to fajn in lepo in vredu, ampak... Ja, ne, se točno to. In mi smo v tem videli eno neverjetno lepoto. A ne? Lepoto česa? Točno to, lepoto ljudi, ki so zdaj na vsem tem javnem prostoru, hkrati smo ugotovili, da pač, mi smo v Prištini enom od najbolj disfunkcionalnih mest v Evropi. Čeprav razumem, so pač ljudje, ki se nekako družijo v nekem javnem prostoru, ki so spostavljali neke stike, nekako komunicirajo med sabo in to se ti zdi nekako lepo. Mogoče hočem reči, da je lepota subjektivna, ampak mislim, da se mesta, vključno z Ljubljano, vedno lovijo nekako med tem, da so na videz speglana, da dobro izgledajo in tem, da jih ljudje v resnici uporabljajo. Razumem. Velja, mogoče, če lahko kak komentar. Prosim, Aleksandr. Zanimivo vprašanje, ker lepota je res nekaj subjektivnega, kot se pravi zame mesto lepo takrat, kadar funkcionira urbanost. Kadar je urbano, kadar je mestnost, značilnost nekega območja. To je lahko mesto, metropola, manjše mesto, town, angliško, ali pa... Mogoče, če te lahko kar prekinem. To, ko govoriš o izkušnji mestnosti, izkušnji urbanosti, recimo, če bi čisto tako evidentiral pri sebi, pač verjetno si obiskal različna mesta v svojem življenju, recimo v tem mestu opazil to, v drugem drugo, bi lahko recimo rekel, to, kar sem pa doživel tisti trenutek v tistem mestu, je pa bilo to, kar zame predstavlja mestno in urbano. Lepo mestno urbano, dajmo kar potegniti paralelno pojmi. To je bil moj naslednji stavek. In sicer je zame, meni je dosti pomembna anonimnost. Meni je mesto lepo, če si v njem lahko anonimen. To je ena taka prvina. Druga je neka socialna pestrost. Če lahko srečaš različne ljudi iz različnih socialnih struktur na istem mestu, brez da bi se izključevali ali pa se že obnašali. Blaž, samo če smem mogoče na tej strani bližje. Pardon. Se pravi anonimnost? Anonimnost, socialna pestrost in pa tretja stvar izbira. Da imam jaz možnost izbire česarkoli, na kjeremkoli področju. Izbira potegne samo tudi specializacijo, se pravi, da se razvija neke konkurenca. Poleg konkurence v bistvu podrobna, kot posledica, podrobna členitev nekega opravila, neke dejavnosti, ki pelje do specializacije in masterizacije nečesa. Se pravi, recimo, potem je lepota mesta v tem, da ti, bi tem rekel, lepota je v tem, kar ti neko mesto omogoča, recimo pač tudi v smislu, kot si rekel, pač anonimnost ali pa ne vem, če si to potem nekako ekstrapolirati, ne vem, nek pojem, kaj svobode, miru ali kako. Morda, če svojim kar naprej, pa če ima kdo vmes kak komentar na to, kar je kak poprejšnji govorec že povedal, pa tudi prosim, da kar vskoči. Začel pa s tistim, kar si čisto na začetku omenil, tisto Jankovičevo misel, tisto krilatico slova, da Ljubljana je najlepše mesto na svetu, ker je še kar nekako, se še vedno uporablja, za Jankovič, verjetno nikoli ne bo zapovedati. Pa vse takrat na začetku smo vsi vedeli, tako da je to nek tak kičast politični slogan,
Ampak nekako nam pa sem prišla pod kožo, nekako smo pa tudi začeli mogoče sami dojemati, pa niti ne toliko zaradi brandinga, ker to v bistvu pa že je ta čist mestni branding, to mislim, da je Zala o tem opisala, ampak bi se rad na to vrlo, da v bistvu, kdaj smo začeli v Ljubljani razmišljati, da je pa to res lepo mesto, S tem projekti, ki jih je pa Cen Janković začel, kakor se zdaj o njemu mislimo, in s tem navalom turistov, ki se je tudi isto času zgodil, pa verjetno spet ne samo zaradi teh novih volitev, ampak je to nek globalen trend, ta mestni turizem, ampak šele takrat, ko so začeli ti turisti zelo množično prihajati in nam razlagati, koliko je pa Ljubljana lepa. Šele takrat smo se mi začeli govoriti, pismo je pa res Ljubljana zelo lepa. Predo tako je bilo mesto, noben meščan ne bo za svoje mesto rekel, da je grdno, pa da bi lahko boljše, pa da je tako. Ampak takrat, ko so začeli drugi opazovati, da je v bistvu Ljubljana lepa, smo dobili to potrditev od takrat pa tudi sami mislimo, da se je Ljubljana pa posveje res lepo, pa mogoče je pa res najlepše mesto na svetu. Tako da zdaj se bom držal tega, kaj je zame lepo, da se nekje tukaj vsi vidimo, pač te neka pestrost odnosov in to, ampak zanimivo je bilo to, da še takrat, ko so turisti začeli nekako uživati v našem mestu, smo tudi mi ga začeli sami uporabiti, seveda je pa tudi tukaj mogla biti neka infrastruktura, neki ureditve, da so to mogoče. A se lahko sem to navežem? Ja. V bistvu nekaj zelo podobnega sem hotla, ampak predvsem, ker si je vzel za izhodišče Jankovićevo, to sta slogan, nikar ne govorimo kar o lepoti kar tako, ampak o lepoti, ki jo je lansiral nekdo. In v bistvu ta lepota nekako se je prijela ne samo zaradi Jankovića, ki je pač toliko vešč, da spravi te gradbene projekte skozi, ampak dejansko tudi zaradi tega, ker so meščani Ljubljane tako res čakali, da se s tem mestom nekaj zgodi. Zaradi tega, ker so, če pomitimo na županovanje prej, skratka Janković je prišel kot neka obljuba, da se bo to vse skupaj res nekam premaknilo in to je bilo tudi neka sprememba po nekem sivem socializmu, ker zdaj rabimo novo podobo in ta bo lepa. Skratka, gre za neko stanje, ki se navezuje z neko zgodovino, ki je bila, rabimo malo liftinga. To je ena, druga pa, da je absolutno stagniralo stanje, da se nič ni zgodilo. Spravi, si imel neko županovanje ljudi, ki ni bilo uspešno v tem smislu fizičnem premakniti mesto nekam drugam. In v bistvu pol se pojavi Janković s tem svojim sloganom, ki je že točno vedel, kam gre. Hkrati pa zdaj, pomembno je to, da ta lepota v mestu, pa zdaj ni ta lepota, ko sem rekla, kar tako, ampak zaradi tega, ker ima mestni prostor neko simbolno funkcijo v neki sredini, tudi ta lepo se veže na nekaj, kar je sprejemljivo. Se pravi, mi lahko v lepoti različno razsvojamo. Ampak zdaj v tem kontekstu, v tem času je lepota pomenila nekaj, na nekaj se je bilo treba nasloniti. Kako zdaj potem začeti voditi Ljubljano v to, da bo postala res ta najlepši hotel? No, vse to me v nekem smislu zanima, se pravi, da lepo mesto zdaj, a rečemo, če razumemo lepo mesto kot lepo tlakovane ulice in lepo, obnovljene fasade in strehe tega mestnega središča in zaprtje za promet, se mi zdi, da v bistvu vendarle pač govoriš o neki vendarle estetiki, ki ima v bistvu neko svojo pojmovno ki ima neko svojo misel ali pojem za sabo. Ne gre zdaj čisto za to, da v bistvu je pač, da so bili toliko, bi tebe rekel, spontani, da v bistvu čim vidimo vse nekako lepo naslikano, da je to že lepo. Ker lahko bi bilo lepo tudi nekak drugačen način, pa bi bilo to še lepo. Sprej skrbi me to neka samoumevnost tega, da v bistvu pač preuredimo mesto v smislu pač, nekih olepšav in v bistvu potem rečemo, da je to lepo mesto, brez tega, da bi to vključevalo, nek razmislek o tem, kaj ta lepota predstavlja. Lepota, kantovska lepota, pa tako, ko mi zdaj uporabljamo lepoto, je nekaj čist drugega. Skratka, Vse to je problematično. Mislim, da v bistvu pač, ko je on rekel, naredimo to mesto lepo, da je to v bistvu
jasno pomenilo, kaj to Ja. pomeni. a ne? Ja, zato ker načrtovanje prostora in načrtovanje mesta danes takšno je. Kakšno je? Zapakirano v planerske postopke, ki so v veliki meri depolitizirani. Ja, absolutno depolitizirani. Mislim, sicer imamo tle neke, ne vem, razgrnitve javnih planov, neko participativnost, vsake toliko časa se gremo, ampak v bistvu je to še vedno v funkciji dokazovanja tega, kako smo demokratični, pa v bistvu vse te... Legitimizacije tega, kar obstaja. Tako. In temu, da v bistvu tudi, in to sem v bistvu hotela tudi navezati, da v bistvu takrat, ko se je ta sprememba v lepo začela, pravzaprav so istočasno obstajale številne iniciative, ki so pravzaprav mesto naredile po tej predstavi, kar smo se prej pogovarjali, ne, po neke raznovrstnosti, ne vem, ogromno NGO-jev, ogromno, ne vem, festivalov, ne, od mladih levov do Prostoroža, do, mislim, žnja ljudi, zaradi tega, žnja stvari, ker so obstajale vsebine, samo zaradi tega, ker so obstajali angažirani posamezniki, da so v bistvu se te vsebine odvile. In je bil malo bolj prijazen čas, malo več je bilo denarja, malo več je bilo ekonomske rasti, malo več se lahko prijavilo na evropske razpise ali pa na razpise MOL-a. Zdaj pa se ta denar krči in je tudi teh iniciativ malo, ljudje so pa v prekernih situacijah popolno. Spravi, ta neka lepota, neke spontanosti, ki je oblikovala to mesto strukturo, počasi je postala zgolj en okras tega mesta, to pa počasi nadomešča turistični vrvež. Ja, če se lahko navežem na to, ne, ko si rekel to lepo, ne, pač glede grem za postavljanje vrednostnih sistemov, ki jih uporabljamo za to. Ne. Če jaz pogledam kot nekdo, ki živi v tem mestu, ne, pa ne vem, če bi lahko rekel, da sem meščan tega mesta, prav zato tega, ker rečemo, da moram participirati na določenem levelu, da bi lahko to dejal. Tako da, če si nekje živiš in si pač želiš imeti to mesto za svoje, po mojem, ena stvar, ki mora biti zelo pomembna, da je feb lepo, je to, da se lahko ne dejaneš, ne, da se lahko realiziraš. In po mojem pride to nazaj do tega, kar je Nika govorila. Čudovito. Enako šest. Prosim. Ta najlepše mesto na svetu je zdrav brandinga. Ne? In zdaj branding se ne ozira v končni fazi na realnost, bo rekli. Kaj to pomeni? Janković je dejansko naredil Ljubljano mesto. Zato, ker če pogledamo tudi prej, znotraj osamosvojitve Slovenije je Ljubljana dobila največ v smislu, da ta centralizacija prej ne obstajala. Tudi sama Ljubljana je razdeljena na več občin. In te občine, v bistvu Šiška, Bežigrad, Vič-Rudnik, so zauzemale tudi podeželje okoli. Torej, občina Ljubljana se formira že v 90-ih, kot skupna občina. In ti skupni občini, šele Janković da neko izraz, da tudi pač županovstvo je pomembna funkcija in to, ne? On sam si naredi svojo funkcijo. In zdaj, če dobro res pogledamo, ni tako lepa že spet. Ne? Res se moraš potruditi pogledati, ne? Jaz živim 3 leta v Šiški in bolj, ker res začneš gledati, viš, da je to okapno, obupno je, ne? Urbanizem je grozljiv, ne? Zadnjič sem prebral knjigo od Jožeta Javorška, Vodnik po izgradnji 60-ih, to neverjetno, on piše kar naprej, kako Ljubljana dejansko nima, da urbanistično popolnoma ne deluje, ne? Ker ni nikoli nobenega mega plana. Zelo malokrat se je zgodilo, naprimer to, da so te hiše v isti velikosti, ne? In Miklošičeve in to, ampak pač vedno prepuščeno temu, da vsak dela karkoli, ne? Kaj to pomeni? Da, naprimer, ni res, da vsako mesto se ljubi, ne? To je kdo prej rekel to, ne? Naprimer, Maribor je tipičen primer mesta, ki se ne ljubi, ne? Se sovraži, ne? Ampak nekaj ni bilo nobenega, ki bi mu dal to, da se mora ljubiti, ne? In to so zamorjeni ljudje, ne? In z tega vidika, da ta branding Jankoviću je zelo dober, z vidika, da ljudje se počujo dobro, če to je grdo lahko, ne? Tukaj v bistvu lepota je stvar feelinga, ne? Občutja samega, ne pa dejanskosti, ne? Kjer smo. Ja, prosim. Jaz bi sam na to, kar si ti načel v bistvu dotakla, da je meni poleg tega neverjetno uspešenega slogana, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu, je treba vedno po mojem to brati skupaj z Jankovićem predvolilnim sloganom, ki je bil Zoran Janković dela. To je bilo kasneje. Ja, to je bilo kasneje, ampak a veš, gre z roko v roki, a ne? On se je pozicioniral kot prvi župan, kot prvi županski kandidat v zgodovini Slovenije, ki je nekaj naredil.
In po mojem, da zato je bilo to, kar je naredil Godina za volivce. Ne, prosim. Ne, si mislil, da... Ok. Zanimiva mi je smer, v katero smo šli, ne, da smo šli na ta členit slogan, ki je politični slogan, legitimen, da je Ljubljana najlepše mesto. Ne. Zdaj, jaz Ljubljano, sem tudi Ljubljančan, vidim onkraj urejene fasad in tlakovcev različnih takšnih in drugačnih manj pa bolj posrečenih posameznih rešitev, vidim kot nek sistem, ki je odzadaj, in ga dejansko prepoznavam. Vidim, da delujejo neke službe, vidim, da deluje tudi plan, tudi spremljam, ne vem, razgrnitve občinskih prostorskih načrtov, vidim pomanjkljivosti, seveda, ampak v primerjavi z ostalimi občinskimi strukturami gre daleč naprej. No? In to moram povedati brez nekega glorificiranja posameznika kot je Jankovića pa kogarkoli drugega. Zdi se mi, da odzadaj za tem pamfletom je vse neka mreža, ki drži tako za nas, naše razmere, široko strukturo, veliko strukturo po konci. Se pravi nek sistem. Ne. Zelo zanimivo, zdaj si tukaj govoril o tem, kako ti je zanimivo, recimo, ne vem, prepoznavati neko delovanje nekega sistema v nekem ozadju, ki v bistvu pač, bi ti rekel, tukaj uravnava neke, bi ti rekel, proces, tvori nek razvoj ali in tako dalje. Ne? Ampak zdaj, po drugi strani bi pa zdaj te vprašal tako, če nekako se ozremo v zgodovino in smo nekako zelo površni, pa rečemo, ja, dobili smo parni stroj, kako je potem to spremenilo mesto, smo dobili motor na notranje zgorevanje, kako je to spremenilo mesto, Izračna industrializacija. Govorim recimo o neki, potem rekel, goli stvari duha, kot je iznajdba nekega stroja, pa ne recimo nekemu načinu urejanja medčloveških odnosov, recimo, če tako. No, skratka, letos sem bil v Hamburgu in v Berlinu in v obeh mestih sem se soočil, bi tem rekel, z enim predvsem novim trendom, ki je nekako stvar, bi tem rekel, urbane mikromobilnosti, se temu reče. In pa, bi tem rekel, sem potem to takoj povezal z tako imenovanim internetom stvari. Se pravi, gre za tako imenovane električne skuterje oziroma skiroje, ki v bistvu pač delujejo preko tvojega pametnega telefona, se ti izposodiš, v bistvu potem nekaj plačeš, zato ga pustiš kjerkoli in to je v bistvu pač onkraj vsakih javnih razprav, občinskih odlokov in ne vem kaj vse je to tako rekoč razmaknilo v enem letu, dveh. In bi temu rekel, lahko rečemo, da spreminja tako podobo mesto, navade meščanov glede tega, kako se gibljajo in tako dalje. In zdaj me zanima ta sistem, o katerem sem delovanju, o katerem se govoril in ti je mogoče na nek način predstavlja neko lepoto, koliko je zdaj v bistvu pač to stvar nekega sploh nekih človekovih dejanj, koliko mi zdaj to pravzaprav pač nadzorujemo in koliko v bistvu pač so to, koliko mesta tvorijo in preobražajo neke stvari, ki se v bistvu kar upisujejo v neko praznino, brez da bi jih mi sploh načrtovali ali predvideli ali karkoli. No vse, če so bolj konkreten, hvala za ta intermezzo. Kar rečem, da podpirajo sistem je konkretiziran, ga lahko recimo predvsem v kontinuiranosti in fleksibilnosti javnega prostora. To, kar se odraža tudi v Berlinu, v katerem se tudi jaz prebil nekaj časa. In v tem javnem prostoru, če je tak, kot smo rekli, in se mi zdi, da po definiciji je zelo pomemben za mestnost in da naredi lepo mesto,
da je dostopen vsem po definiciji, ne, da so vsi deležniki vključeni. Omogoča tudi neformalne oziroma druge sisteme, da se vzpostavijo, ki so seveda taki, ki so neškodljivi ali pa neinvazivni. Ne. In med tem je tudi ta nov trend mobilnosti, o katerem si govoril, ki spreminja mesto na nek bolj fleksibilen način. Ne. Za razliko recimo od Londona, ki ni tako blizu, ne, mi je Berlin, ki ima veliko odprtih javnih parkov, dostopnih trgov in tako naprej, neplačljivih storitev. Ja, ampak zato je lep, ne, in zato je Ljubljana lepa. Ampak to hočem reči, ali smo videli to prihajati, ne? Gotovovanje tega sistema ali Back to the future. Nekaj je bilo povedano v futurističnih filmih že pred časom, ampak drugače pa zdaj zares ne, ravno fleksibilnost sistema omogoča, ne vem, v nekem drugem, bolj rigidnem sistemu, se to ne bi moglo zgoditi. Ja, če samo še komentiram, ker mislim pač ta neka odprtost in fleksibilnost in tako dalje, mislim pač potem recimo po drugi strani povzroča tudi recimo nekaj zelo take neuravnovešene recimo rasti najemnin, ne? Se mi zdi, da v bistvu pač ta nenadzorovanost, ta v bistvu podrejenost tem nekim odprtim procesom, v bistvu pač ima tudi svoje, potem rekel, temne plati, pa ne, da bi zdaj jaz tukaj karkoli... Ok, sem še to skomentiral, se mi zdi, da sem predolgo, ampak zdaj si pa odprl eno čisto novo področje nereguliranih najemnin, ker pa nismo najlepši, ne? Ker nimamo recimo niti najemne kapice, kot je Berlin, ali pa ker vzamem kakšno drugo mesto za primer, da se ne zaletava skozi van. Niti imamo kot država nepremičninski davek, ki bi drugo najemnino, v kateri ne živiš, obdavčilo drugače. Ali kakšne druge razne vzvode, ki bi omogočila regulacijo poleg graditve stanovanj, ki jih je itak 13-krat premalo po statistikah obeh skladov, predvsem ljubljanskega. To smo spremljali. In tudi vsi živimo to stisko. Vsi, ki nismo podedovali nekaj, živimo stisko gentrifikacije sploh znotraj mesta. In tukaj imamo pa veliko še za narediti, da bi bili zares lepi. Dobro, zdaj, če bi ostali sogovorci morda pomagali zdaj sprostiti to tenzijo, ki se je tu stvarjala. Čakajte, ali se še enkrat spomniš, kaj je vprašanje? Ta tema, kar od nek Ja, se pravi, bi te rekel, kaj tvori mesto na nek način, to je vprašanje. Koliko so stvari, ki nam mesto spreminja in ga tvorijo in regulirajo na neke povsem nove načine, bi te rekel, nadzorovani in koliko jih mi predvidelamo ali koliko se oni ne povsem sami upisujejo v neke prej prazna mesta, ki jih recimo so izven kakšne regulacije. Jaz sem kaj potem tudi skejtanje bilo povezano z višanjem najemnin, ker je tudi bilo neregulirano, ko je bilo skejtanje popularno. Jaz govorim o pojavu novega servisa, ki so neke nove storitve, ki v bistvu pač se pojavi, ne, glede katerega prej nikoli ni razmišljal, ne doben mestni svet, ni dobene zakonodaje o tem obstaja. Se to pojavi kot, recimo pa tudi Airbnb, recimo bi mogoče na nek način lahko razumeli v tem kontekstu. In se tudi doben urbanistični svet leta 1800 ni vedel to, kaj pomeni, če bomo mi zdaj začeli z parnim strojem se prevažati po rekah ali pa ne vem, graditi tire. O tem govorim, v bistvu koliko so ti procesi, ki mesto tvorijo in spremenjajo tako ali drugače, pravzaprav nenadzorovani. Ne? Koliko se mi res lahko imamo za graditelje mesta. To me zanima. Niso toliko nenadzorovani, kot se zdijo. Zaradi tega bicikel ima pač veze z evroplakatom. In pač to vse skupaj sta dve zelo sporedni stvari in sicer, da nekdo želi monopol na
temu oglaševanja in hkrati potem mesto da bicikel zato, da potem dobi ta monopol in hkrati to vse skupaj gre v štric z grajenjem podobe mesta Ljubljane kot nekega tehnološko naprednega všečnega. Jaz mislim, da sploh narobe uporabljamo, da to ni lepota, o čemer se mi pogovarjamo o všečnosti mesta. In pač mi smo zdaj vsi zelo zadovoljni, ker meščani in to seveda naj bi podpirali, zaradi tega, ker moramo biti seveda veseli, ker imamo zastonj bicikle, ki jih plačamo 3 evre na leto, ampak hkrati potem teh biciklov ni ali pa se sploh ne moreš posledično več po centru voziti, tam, kjer te bicikli so na razpolago, zaradi tega, ker trume turistov. Jaz med drugim od kliničnega centra do faksa za arhitekturo ne hodim več po centru mesta, ker je raje okrog Koroški. Glede na razširitve, ki se dogajajo v Ljubljanici, verjetno tudi tam moja gužva. Tlakovanje je že lepo speljano do cukrarne, tako da ne dvomim to. Zdaj, kar me pač malo zmoti pri vsem tem, je ta neka navezava javni prostor, naredi lepo mesto in potem se potem drugi neinvazivni sistemi, ki so fleksibilni, nalepijo na to in potem pač smo mi del verjetno te neke demokratične ureditve mesta. Jaz mislim, da tle bi prosila kak komentar na temu javnega prostora, mislim, da lahko malo. Mene res srce boli na fakulteti za arhitekturo, ker pač študentje pridejo z načrtovalskimi oziroma z plani in potem govorijo o tem, tle bo pa trgovina, tle bo pa Lidl, tle bo pa ne vem kaj in to je javni prostor. In potem to mene boli, tako boli me to. Zaradi tega, ker kot prvo ni ne javni v smislu lastništva, niti ni javni, potem kaj se noter v njem dogaja. Je pač en kup ljudi tam noter. To še ne pomeni, da je ta prostor javni. Javni prostor ima neko simbolno funkcijo in to tudi pomeni, da ko se tam neke stvari izrekajo, da imajo te stvari oziroma izrečene besede neke posledice. In javni prostor ni naključno, pač tudi če ljudje po kafičih sedijo, to ne pomeni, da je to javni prostor in če imamo trge, to še ne pomeni, da je to javni prostor, ampak če se tam nekaj zgodi v smislu javnega, kar bo preobrazilo idejo v javnem, bo to javni prostor. Se pravi, odprti prostori imajo potencial in trgi imajo potencial, da postanejo javni prostori, ampak sami postajajo zaradi tega, ker so lepo tlakovani, pač niso lepi javni prostor. In s tem imam zdaj tle probleme in ne vem, na kak način bomo to debato zasupali. Kar se tiče lepote, bi pa rekla, mogoče to v navezavi z fleksibilnostjo in tako naprej. Pač mislim, da rast mesta ali pa razvoj mesta, tako kot se zdaj tolmači, je pač to, da delamo v mestu predvsem všečno, ampak ta všečnost ima veze z zgodovino tega mesta, ki postaja lepa v svoji historični razsežnosti. In to na način, da mesto pač gradi na tem, da poskuša povzročati rast nepremičnin, cene nepremičnin na predelih, kjer je ustvarjen nek kulturni kapital mesta. Se pravi, Plečnik je pač zdaj neka ikona, vse te njegove stvari so postale kulturni kapital mesta in zdaj v bistvu v okolici teh ali pa drugih projektov bojo zdaj rasle cene nepremičnin okrog in skratka se bojo to policentrično začelo razvijati mesto, tako da bojo pač to neki otoki, kjer bo večji kulturni kapital tudi v prihodnosti. Zdaj, kaj imam pa problem s tem, je pač, da dejansko ta kulturni kapital, ki si ga je v mestu v historični svoji razsežnosti pridobivalo, ne gre za v bistvu kapital kar tako, ampak predvsem se je takrat mesto razvijalo ne kot rezultat nekega planskega načrtovanja samo, ampak si je kulturni kapital pridobivalo tudi zaradi kot rezultat nekega uveljavljanja političnih svoboščin. Zaradi tega, ker Plečnik ni, mislim, to je pač tisto, kar je naravi pozabljamo, mislim, to pač gre za neko zelo specifično situacijo v zgodovini tega prostora in dejansko Ljubljana takrat je imela neko željo, ali pa meščani ljudje so imeli neko željo, da pač iz tega naredijo nek center. Zdaj, pustimo, koliko je ta zgodovina super pa fajn, ampak potencialno, da je. Ampak to radi pozabljamo. Mesta so nastajala kot kraj političnih svoboščin. Način načrtovanja danes je pa takšno, da v bistvu depolitizira samo rast in razvoj mesta. Toda, jaz mislim, da je to osnovna težava. Druga težava, ki se pa na to navezuje, je pa v bistvu zakonodaja, ki je napisana tako, da je to omogočeno. Ampak zdaj sem že zgotovila. Na tem
če se lahko navežem na to. Si dobro povzela tudi stvari, ki sem jih jaz hotel reči, ko se govori o dostopnosti do česa. Do česa imaš ti dostopnost v mestu, do tega, da lahko hodiš ali do tega, da kaj odločaš. Ampak ne vem, če bomo lahko rešili ta problem. Mislim, to, da se pač ta političnost mesta odmika od meščanov. Ful je problem, ampak ne vem, na kakšen način bi se ga dali rešiti. Vsakič, ko o tem začnem razmišljati, priješ v krogu nazaj. In potem se na način, kako funkcionira današnji svet, imaš vse te zelo prikladne motilce, zaradi katerih te se ni treba potem odločati o tistih stvarih, ki so pomembni. In so pač mašila, skozi katere ti lahko nekako realiziraš sebe na fake način. In potem enostavno pač nimaš več dostopa do teh vseh drugih nivojev odločanja. Na nek način imaš možnost vključevanja, ampak imaš to možnost vključevanja. Mislim, zdaj to je samo tako kot intervencija, ker se moram potem vrniti na tisto, kar smo mi začeli prej. Neka to speljala drugama, pa jaz bi vprašal to. Jaz bi vprašal to, zdaj, seveda ti imaš, čakaj, če bi še mogoče doma, ti imaš možnost participacije, ampak imaš možnost participacije pogojena za nečim, recimo tipično rečeno, kadar si ti pač otrošnik in kadar imaš dovolj denarja za neko kavo ali pa sladico v centru mesta in se pač usedeš na neko mesto ali pa recimo kadar lahko uporabljaš javni prevoz oziroma imaš dovolj veliko plačo, da lahko najameš neko garsonjero ali nekaj takega pač. Ne moreš pa ti zdaj sam po sebi kot, ne vem, kaj odločiti v mestu. In je vprašanje, če je to zmeraj tako, ker neke posebne meščanske pravice so zmeraj obstajale. Ni mogel nekdo priti iz, ne vem... Sej pa ta eksplozivnost je bila zmer. Se tudi v grških mestih niso imeli vsi pravice odločiti. Bili samo pač meščani, ki so bili moški iz tistega mesta, bla, bla, bla. In če pač tako obrneš, potem res, ampak zdaj se pač navidezno vsem daje to možnost, da odločimo pa participiramo. Nek tak status quo obstaja, ker se govori, dajte vi povedati. Včasih se je vedel, ne, ti ne boš odločil, pej domov. Se je rekel, ne, tele odločal, tudi pa ne, zdaj pa kar enkrat vsi kao lahko odločamo. Sam, ni res, ni res, da v stvarih, ki štejejo, lahko vsi odločamo. Zaradi tega, ker pa se govori, koliko je družba enako vredna, da imamo vsi iste pravice in tako naprej, ni čisto res. Zaradi tega pa jaz govorim o teh mašilih, ki obstajajo od potrošnja naprej in tako naprej, ki ti omogoča odločanje o nečem, o barvi mojih črnih čevljev, ki pa potem nekako izenačijo vrednostni sistem odločanja o stvarih. To sem. Hvala. Sem se počutil malo izvanega pri tem javnega prostora Srednjevike. Seveda, Hofer in Lidl ali kakšne druge. Ali kakšne besej, pa se čutim poklicanega komentirati. Hofer in Lidl gotovo nista javni prostor. Ne vem, kdo je tako doživlja. Javni prostor mora biti v javni rabi. Kar se tiče pa, ne vem, ulic, trgov, fizičnih javnih prostorov, seveda, da tlak ga ne definira v večji meri, kakor ga fizično zameji. Mesto je potrebno tudi uprizarjati. In s tem se tudi ukvarjam v svoji doktorski nalogi, z uprizarjanjem in programiranjem mesta. To pomeni ne samo kakšne predstave ali pa prireditve se dogaja gor, ampak kako ga tudi zasnovati, da bo namenjen določenim rabam ali fleksibilen znotraj različnih rab. In to se mi zdi, da šele to ustvari mestnost in občutek mestnosti, da kad ti prideš ven na trg, da
da te povabi nekaj početi in da lahko nekaj v kombinaciji z drugimi someščani ali ljudmi, obiskovalci, kdorkoli, lahko doživiš neko novo izkušnjo in imaš neko dodano vrednost. Se lahko na Tomažu, a ne? Kako bo za vas? Jaz prepustim. Se že vmes znali, jaz ne bom dala ta političnost, pa v bistvu zdaj ta javni prostor, ta participacija je bolj na tej ravni, da je razgrnitev, pa imaš ti možnost dati pripombe, ampak pa itak vemo, da te pripombe, če greš 5 krogov, pa teh pripomb ne bo več. Ampak mogoče nekaj, kar lahko poveže je, s čemer sem jaz tudi v bistvu pol zaključila, da svoj članek je, v bistvu Hardy govori o tem, da kako si predstavljamo nek tip mestnega življenja. Se pravi, kako si predstavljamo nek tip urbanega življenja, je nekaj, kar bo v bistvu naslovljeno iz strani vzdolj in navzdol. Se pravi, z neko idejo boš imel vedno neke postopke, ki bojo ciljali v neko smer. Zdaj, tle v Ljubljani je to tako zelo očitno, ne bi se rada ponavljala, ampak ta hotel varianta. Druga stvar je pa, koliko se stvari odvijajo od spodaj navzgor in koliko je tle možne rekombinacije nekih, koliko je dopuščanja odpiranja prostorov za neke določene aktivnosti, ki lahko vodijo neko politično delovanje, ki lahko v bistvu spreminjajo to, kaj je ideja javnega prostora in dopuščajo delovanje ljudi, predvsem tem. Tako da jaz mislim, da dejansko je možnost pustiti te regulative, ki imajo to tendenco, da imajo to pogled od zgor in vzdolj in nekdo, ki planira in načrtuje in programira, kako se bojo stvari odvile. To je pač dejansko v naši družbi nemogoče, da bi čisto spustil, to je logično. Hkrati pa same te participacije od spodaj navzgor tudi ne bojo. Tako da je pa vprašanje, kako ti nastaviš zdaj neko strukturo, predvsem skozi neko zakonski okvir, ki ti to omogoča, da se te stvari lahko zgodijo. Problem jaz imam s tem, da jaz trdim, da je naša zakonodaja protiustavna. Kaj pomeni to? To pomeni, da imamo mi z ustavo zagotovljene določene pravice, ki potem zakoni so pa tako napisani, da te pravice non-stop krši. Tako da dejansko potem vsi projekti, ki jih pogledamo, se nekje zataknejo, vsi se skregajo med sabo, pa ne skregajo samo zaradi tega, ker bi bili žlehti, ampak ker je dejansko legalno projekte nemogoče speljati. Tako da jih pač pa lahko speljajo ljudi, kot so župani trenutno, da potem se vsi okrog pokoljajo, ampak pa oni to speljajo. Jaz mislim, da jaz veliko mero odgovornosti tle dajem na načrtovanje prostora, zaradi tega, ker mislim, da je tle zelo veliko jedro problema. Med tem, kako se stvari planirajo na državni ravni, pa na kakšen način se planirajo potem na občinski ravni. Ampak, zdaj, če se vrnem k primeru, moje izhodiščno vprašanje je bilo, recimo, če jaz pogledam v zgodovino mesta, lahko presodim, da so neki procesi, ki so se zgodili sami od sebe, bolj vplivali na razvoj, na razvoj, organizacijo, gibanje v mestu in posledično celo na same politike načrtovanja mesta, kot pa neko načrtovanje mesta samo. Se pravi, ne razumem čisto točno, v čem je moč, bi tem rekel, polaganja, bi tem rekel, neke možnosti zagotavljanja nam samim nekega boljšega mesta, v to, da bomo ta mesta načrtovali. Mislim, zakaj bi vztrajali pri tem, če pa izkušnja kaže, da mogoče ni tako? Ti se mi, veš, da recimo te spontane spremembe, o katerih ti govoriš, da je pač, recimo vzajmo za primer Skiroje, niso mogoče toliko spontane. To je prva stvar, mogoče so nepredvidljive, ampak tukaj imaš ti še vse zadaj ene velike, močne privatne akterje, ki spreminjajo mesto tako ali pa drugače. Ja, no, vse to, ne?
Nobena mestna politika ni leta 2015 v Berlinu govorila o tem, poglejte, leta 2019 se nam bodo v mestu pojavili skeroji, kakšno politiko in preventivo in regulacijo naj mi tukaj v bistvu predvidimo za pojav tega. Ja, jaz hočem reči, da samo zaradi primerov kot skeroji ne smemo mi kot prebivalci obupati na tem, da se vključujemo v načrtovalske procese. Pač, mislim, da je treba ohraniti to upanje in se tudi malo bolj boriti za to. Ena zanimiva stvar, ki v bistvu to, ko si govorila top-down, bottom-up, ko smo mi v zadnjem času opazili ta teden razgovore, ki je bilo srečanje urbanih iniciativ v Ljubljani. Ja. Ne vem, če je kdo bil, jaz nažalost nisem mogla iti, ampak so mi kolegice poročale. Mi smo na podlagi tega srečanja v biroju odprli neko debato in sicer o tem, da mi, jaz lahko, da sem na kaj pozabila, ampak nismo imeli še nekega velikega gibanja, ki bi mobiliziral dosti prebivalcev Ljubljane, recimo na primer, pa ne bo to na temo stanovanj. Veš, kje bomo pojutri spali, je super iniciativa, ampak oni so še vedno relativno nepoznani, zelo malo ljudi je bilo na tem protestu. Sprav, kaj, če ne stanovanja, bo tista tema, ki bo ljudi povezana. Ker, kakor se zdi, da se Ljubljana vsaj hitreje razvija od države, se še vse ljudje očitno hitreje povezajo na nekih nacionalnih temah, kot pa na mestnih, čeprav gre za toliko elementarne zadeve, kot je stanovanje. Dobro. Če lahko to temo zanimanja. Prosim. Nekako imam občutek, da je problem planiranja, sta dva problema, da je dostakrat pokriva stvari za nazaj, da rešuje stvari, ki so se zgodile, to je na temo teh skuterov, pa še druge stvari, tudi obvoznica, članek. Se vedno zgodi takrat, ker je že preveč prometa, ne vem, Ljubljana je bila že dolg politika, da je treba kolesarstvo spodbujati, zdaj je nek bum kolesarski, jasno, jih je preveč, nas je preveč. Tako da vedno se neke stvari za nazaj rešujo, tiste, ki se pa za naprej, kar v bistvu je sploh namen planiranja, se pa dostakrat se izkaže potem prej za nekako zgrešene ali pa da je šlo nekako napačno smer, se neko območje predvidi za zazidljivo, pa potem se nobene najde, ki bi tam hotel graditi, ampak tih tam, ki pa je bilo pa začeteno tam, pa bi se da vsi gradili, in je to v bistvu ena huda travma, tudi planerjev se ne zdi, Plus to, da ja, v Sloveniji trenutno je ta planerski poklic, pa sploh urbanizem, ima dosti manj moči, kot se mogoče zdi navzven, vsaj v tem strokovnem smislu, in to je to spet vpliv kapitala in to, in pač teh politike, ki je zelo, sploh planiranje, ki je zelo razprašeno na te male občine. Tako da to je en problem planiranja nasploh, še to bolj po Sloveniji. Mogoče še to, niso samo te skuterji, kako kolesarji, in se dosti resne stvari so, se tudi vemo, stanovanja, si jih omenilo, ampak tudi to ni nekaj čisto novega, tudi te velike sosedske, ki gledamo danes, to, ko se je naredilo v 60-70 letih, to resnice je začelo biti tako 10-20 let prepozno, takrat, ko je že bila industrija v Ljubljani, že nekih 10-20 let je obstajala, se pravi, so bili že tukaj delavci, ampak še niso imeli stanovanja, še potem na srečo se takrat pa je še imela to planiranje tako močne, ker je v bistvu identično s politiko, da si lahko te velike projekte privoščilo. Eno malo bolj materialistično, materialno podstav bi dodal tukaj. Upam, ali si mislil bolj še o organizaciji, ne bom zmoril. No, v enem trenutku moraš malo pogledati statistiko, čeprav se ti veš že stvari, zato ker vi statistiko jaz se zgrozim, tako, ampak ker nisem povprečen, pomeni, da se jaz lahko čudel v Sloveniji. Torej, vse izhaja iz tega, da imamo problem s pojmom skupnega in javni prostor po to, da mi sploh hočemo biti skupaj, zdaj govorim v množini kot Slovenija. 6000 naselij na 2 milijona ljudi. Če delimo je to 333, zdaj pa pogledamo statistiko. Dve največji naselji, torej Ljubljana in Maribor skupaj imata 375 000, to je 18%.
362 tisoč ljudi živi v naselju od 1000 do 5000 prebivalcev, 336 tisoč ljudi živi v naselju od 200 do 500 prebivalcev. 200 tisoč ljudi živi v naselju od 100 do 200 prebivalcev. 190 tisoč ljudi živi v naselju od 50 do 100 prebivalcev. Kaj nam povedate statistike? Gremo naprej. To je res noro. Housing in Europe. V kateri državi v Evropski uniji največ ljudi živi v enodružinski hiši? Hrvaške, Slovenija druga. Torej, kakaj je naša skupina? Hrvaška 73%, Slovenija 65%, Mađarska, Romunija, Srbija, Norveška, so nad 60%. In še nekaj, stopnja urbanizacija. Mi smo 54,5%, 55% je svetovno povprečje. V Evropski uniji je za nami samo Slovaška in Romunija. 55% pomeni malo več kot milijon. Če greš na statistični urad in dobiš mestna naselja, piše, da živimo v mestnih naseljih 950 tisoč ljudi, mestna naselja šteje tudi Bobec, ki ima 1400 ljudi. Torej, naš procent je nižji od 50%. Kar pomeni, da dejansko, celotna ideja tega tudi, da kar se je zgodilo v zadnjih 30 letih, je to, da smo naredili ogromno občin iz 65 na 212, samo Ljubljana se je povečala in vsi govorijo o centralizaciji. Smo edina država v Evropski uniji brez regij. Vsak hoče imeti svoj vrtiček v gozdu. Hkrati pa ta gozd ni obdelan, vedno več gozda imamo, zato ker zemlja ni obdelana. Ker noben se ne ukvarja zemljo, ker subvencije grevajo v smeri in drugače več. V bistvu ta pridnost obdelave zemlje ne obstaja. Kar obstaja je, jaz želim iti v svoj gozd in biti tam. Torej, osnova pojma slovenstva je umakniti se od tega vrveža. Ne, ni. Ideal Slovenca je imeti hišo z vrtom v centru mesta. Ne, tik ob mestu. Ne tik ob mestu, samo 15 minut. Ne, mora biti v gozdu, pa hkrati je vsa infrastruktura. Naj nekaj greja, mora tretje. Meni je bilo všeč ta debata, ko sem o tem magistrsko pisala. No, če zvoli, gospod... Ne rabim. Ne, mislim, da je tu največji problem, ki ga splošno imamo v Sloveniji, tako imenovana kulturna esencializacija. Torej, mi smo zelo navajeni tega, kar v Evropi niso navajeni. Da vsako zadevo rečemo, to je pa nek nacionalni karakter. Ko bomo nekje v Evropi rekli nacionalni karakter, da bomo imeli naciste. Pri nas je to normalno, ker nacini in podobni to govorijo. Ni to noben nacionalni karakter. To je zakonodaja, ki se je spreminjala s časoma skozi čas. In zakaj mi imamo takšne statistike grozljive? Zaradi tega, ker v enem trenutku mi nismo zmogli modernizirati državo na pravilen način, smo povlekli nekaj pametnih odločitev, oziroma recimo temu nekatere, ki bi jih jaz ocenil kot modre, in nekatere, ki jih ne. Prva, recimo, sočasno sta šle dve. Torej, ena je šla od 70 let naprej, dobro piše Tomaž Vuga o policentrizmu, ki pa je v nekaj smislu že odgovor na to, da 20. stoletje začetek in tako povojno obdobje industrializacija ne doseže Slovenije na tak način, kot smo jih hoteli, oziroma je ne zmoremo izpeljati. Druga točka je, da nismo znali urbanizirati krajev in smo v bistvu zamudo nekako namesto, da bi ustvarjali stanovanja, smo to krpali skozi različne prijeme. En prijem je gotovo, verjetno obstaja samo v Sloveniji, potni stroški. Potni stroški je element, ki je v bistvu dosegel ravno obratno, torej v bistvu stvaril decentralizacijo oziroma deurbanizacijo, ravno zaradi tega, ker v bistvu tisti, ki živi v mestu, je oškodovan. Zaradi tega, ker nima nič tistega prostora in luksusa, ki mu dovoljuje ne biti v mestu,
hkrati stanovanja so vedno v Sloveniji imela zelo nizko kvaliteto, tudi stara maščanska stanovanja, če jih primerjamo s kakimi drugimi kraji, vidimo, da so daleč. Tisto, da ne govorimo 60-70 leta, ki so zelo nizke, če gledamo istočasno v Italiji, delavske naselja in v Sloveniji vidimo, da v Sloveniji tisto, kar je spadalo v center, je v Italiji spadalo še na rob, pa še onkraj roba, ne? Torej to, da nimamo recimo 2 WC kot standard, je pač, hoče reči, da je nek bistveno nižji standard kot v drugih državah, zaradi tega ljudje niso niti razumeli stanovanja kot nekaj dobrega. Torej, potni stroški, nizka kvaliteta stanovanja in tretja je bila, da ko Jugoslavija še vedno ni zmogla, torej Slovenija, narediti vlogov, je začenjala s temi mikroposojili za enodružinske hiše. Torej, to so 3 elementi, ki obrazložijo bistveno bolj problem trenutni, kot je neka kultura, da mi se ne maramo med sabo. Jaz dvomim glede tega. Mislim pa, da je to pripeljalo do velikih in težko rešljivih problemov. Torej, prvo je problem javnega prevoza, ki ga ne moramo razrešiti. Drugo je koncentracija. S koncentracijo, tako kot je Aleksandar prej povedal, manj koncentracije, kot imamo, še manj jo imamo. To pomeni manjša kot so mesta, manjša bodo mesta, ker recimo neka migracija se narada pojavlja v nekih malih mestih, ki so nekako bistveno bolj zaključene celote, ampak se rado pojavljajo v velikih mestih, kjer se raje izgubi, dobi svoj prostor, delo in tako naprej. Torej, mislim, da tukaj je ena serija nekih problemov, ki bi jih pač bilo nekako treba razreševati, že če na drugega iz okoljskega vidika, če nisem kaj tukaj. Jaz bi se s tabo strinjal, in vidim, poleg potnih stroškov tudi vinjeta in tako udarec trajnosti in pa neki subvenciji vsem tistim, ki nočejo urbano živeti ali pa uporabljati javni prevoz. Kajti vsi subvencioniramo, jaz grem enkrat, 2-krat, 3-krat na let na dopust, subvencioniramo nekoga, ki se pelje iz Kamnika pa iz Maribora vsak dan. Se mi zdi pa, da mogoče lahko ponudim en odgovor zadnji, prej vprašanje, zakaj tako malo ljudi protestira. Zato, ker smo iz relativno dobrega sistema, ki seveda sodi v zgodovino in ima neke druge napake, ko smo imeli najemnih stanovanj še več kot 90% šli v turbo kapitalizem in sprivatizirali vse z jazbiškom in zakonom, vse podarili eni generaciji in z nekim zelo majhnim četrtina pa še manjšim deležem plačila in ker ni bilo tega plačila dovolj in se ga ni uporabilo, da bi se zidala nova stanovanja za nove generacije, ki bi ga lahko uporabljali, je prišlo do stiske, ki jo danes živimo. In protestantov ni, ker ena cela generacija pač ne protestira, je dobila zastonj stanovanje. Med drugimi jih je pa en delež dedičev, ki pa so v bistvu ne solidarni z ostalimi, ki po v bistvu prvega ali drugega privilegija nimajo. Če rečem grdo, na buržuje pa proletariat, če se pohecam. Se nekako razdelimo in protestirajo pa samo tisti, ki se čutijo, da v javnem prostoru lahko vzamejo si to pravico in jo izrazijo za v bistvu najpomembnejšo temo, tako kot si rekla. Zaradi tega je videl lepoto bivanja nekje druge, kot sem prej delno citiral Wolfa in da zdaj ne ponavljam. Jaz se strinjam z obema vajnima komentarjema, me se zdi, da to pač verjetno si misla proti urbanost kot način življenja. To dosto vplivno študijo od Hočevarja Površiča. Ja, da pač ne glede na to, da so oni izvajali ankete samo v Ljubljani in Mariboru, še vedno si Slovenci, ne vem, koliko so procenti, to več kot 75% želijo živeti v hiši z vrtom na samem. Ampak jaz bi mislim, dve zadevi bi ponudila v premislih, vem, da moramo zaključovati, ampak ena je neka protistatistika tvojim in sicer to, da pač ne glede na vse te številke je še vedno pač, kje je zemlja najdražja. Najdražja je v Ljubljani, a ne poleg obalne regije. Nikjer ni toliko drago si kupiti zemlje, karkoli narediti z njo, živeti kot v Ljubljani. A ne, se pravi tudi to, da pač ljudje se selijo izven Ljubljane, je dosti logično, ker pač nimajo denarja, da bi si to privoščili.
In druga stvar, ki se navezuje na to statistiko, je pa nekaj, en odgovor, ki ga je Klemen Ploštajner lani ponudil na enem pogovoru, ko sem ga vprašala, če pričakuje, da se bo, ne vem, da se bo nek del Ljubljane getoiziral, ali lahko mi dobimo neke nove slame in tako naprej. In je rekel, da pač Ljubljana ni merilo, na katerem bi ti gledal na slame in ne slame, da mi že imamo, zdaj zelo v narekovajih govorimo o slamih, ki so izven Ljubljane. Se pravi, ne glede na to, a si ti lastnik nepremičnine v Osilnici ali pa ne vem, nekje na Severnem Primorskem ali pa na Koroškem, ti v bistvu s to nepremičnino ne boš mogel, to ni premoženje, ki je enakovredno enaki kvadraturi v Ljubljani. Prav tudi dedič ni enak dedičev. Dediči iz Ljubljane pa je v prihodnosti pisano na boljšem. Posrečeni dediči. Posrečeni, ja. Sam imam občutek, da skozi neko to modeliranje vseh teh mnenj, pa tudi z nekimi svojimi vprašanji, nisem zmogel te debate voditi na nek urejen način. Pravzaprav neko vprašanje, ki sem si ga dal v začetku, ker bomo mi zdaj tukaj tvorili neke stične točke skozi ta pogovor, mi ostaja vprašanje in bom dolžan pogledati ta posnetek, ki bo nekoč na spletu. Si ga bom dolžan večkrat poslušati in analizirati, če se kje najde kakšna neka skupna misel ali pa nek miselni tok. Bi pa pač, zdaj pa tako, da malo sprostim situacijo. Pa bi vsakega od vas tako čisto... A mislim, da samo tečo. Kot neko anketno vprašanje, kot v bistvu, ki vas zanima prostor in ki se ukvarjate z mestom, bi vas vprašal, v katerem mestu bi se želeli nekje v prihodnosti odpotovati in z katerimi nameni, kaj bi si želeli opazovati v tem mestu, s katero motivacijo. Pa če mogoče kar Tomaž začne, potem v vrsti. Ujoj. Jaz sem bil že dosti na okolju, tako da... Dosti se želim jaz v naravo, kot v mesto, če sem čisto skreven. Če imam možnost, bi potem raje šel narediti. To je moj odgovor. Ja, mene se zanimala ta španska mesta, tako da, ampak tam sem že bil, pa bom sigurno še kaj šel, tako da, vidik zaradi te zelo goste urbanosti, ker se mi tam zdi zanimivo tudi, jaz tam poznam Barcelona, pa Madrid, pa mogoče je celo Madrid še bolj zanimivo kot Barcelona, v smislu te zgoščene urbanosti, ampak tam je zanimivo to, da tudi ko se pele, recimo po Španiji z vlakom, tam tudi v nekih manjših mestih, prideš v center in so tako isto visoki bloki, kot v središču Ljubljane, pa je veliko mesto, par 10,000 ljudi. Tako da, kot nekaj, kot to odgovor na anketo, kaj bi pa še šel pogledati, so pa tih južnoameriška mesta, kot samo nadaljevanje te kulture, pa tudi zaradi te izkušnje, kaj imajo z obširnimi slami, in tudi s tem, ker so jih vsaj do neke mere začeli reševati, pa me tudi zanima, koliko je to uspešno. Pa tudi nekatera mesta so to znana, se z vidika teh ukrepov trajnostne mobilnosti, od teh hitrih avtobusov, pa nekih takih zelo narednih posegov, ki so pa v enem zelo ugodni, in tudi zato mogoče primerni za naše kraje. Če mi to hvala? No, jaz bom zdaj strnil. Jaz bi preživel v mestu, ki bi preizkušal izkušnja življenja, bivanja v mestu nad 8 ali pa 10 milijoni prebivalcev in bi rad izkusil ta nivo z vsemi plusi in minusi urbanosti, pestrosti, izbire, svobode. Jaz bi šla najprej še enkrat v Irkutsk, ker je noro zanimiv, potem bi šla pa v Wuhan na Kitajskem, ker sem en teden preživela z 2 doktorskima študentoma urbanizma, ki sta popolnoma obupana nad tem mestom. Tako da me res zanima, kako je v resnici. Nad čim sta obupana? Mesto nima
nikakršnega središča, sestavljeno iz nepovezanih enot in tako slabo pač deluje, da so družine med tednom razseljene, ker so pač commuting časi predolgi in ne morejo priti skupaj, so lahko šele za vikend, tako da to me res zanima. Jaz nimam kakega posebnega mesta v mislih, ampak v bistvu pač to Evropo smo prepotovali, pa Amerika vemo, kako funkcionira, tako da jaz bi zdaj proti kakšni Afriki, pa nekih samooblikovanih, mislim, nekih principih samoorganizacije, to me zanima, ali pa kakšna čisto izpraznjena mesta, ki niso več mesta, kot posledica katastrofe, recimo kot Černobil, pa šla z veseljem pogledati, pa kontrapunkta. Ja, se strigam zadnjim, ampak moram dodati seveda nekaj drugega. Enkrat si iskal, sem dobil idejo, najti, kje je točka najbolj oddaljena od morja na svetu. Tudi Kitajska in Kazahstan. No, katero mesto je najbolj oddaljeno od morja? Urumči na zahodnem Kitajskem, vse puščave 2 milijona ljudi. No, taka zadeva. Zdaj vam pa je preraslo to, da moj plan dolgega potovanja je iti od Nove Gorice do Šangaja z vlakom. Torej, Transsibirska, da gremo prvo po praznini in potem gremo v Ulaanbaatar na Kitajsko v množino. Ne da gremo do Vladivostoka, sama praznina, ampak ta razmerje med praznino in polnostjo, ki se spremeni na poti. Jaz sem pol časa šla v Murske Sobote. Se to je cel čas zadeva. Drugače pa prvo to dodano, ker to je tako vprašanje, no in v katerem mestu bi živel, dejansko jaz bi živel v mest, nekam bi šlo, no, samo če ta, naprimer tam, kjer je, in je tam, kjer obstaja železnica Medajnošra in Postojna, ne? Do Nove Gorice, do Ljubljane bi še novo z vlakom. To je bilo kar tako idealno, to je stav. Hvala Tomaž, Nejc, Aleksandr, Zala, Nika, Blaž, da ste se udeležili tega pogovora. Upam, da smo javnosti vseeno nekaj ponudili. Povedati pa moram še naslednje. Na revijo Razpotje se je mogoče naročiti. Obstaja letna naročnina, ki znaša 20 €, izide še ni šal. Če sklepamo, da smo vsi samo zaposleni v tem Izide 4 številke letno, vsaka od te številke posvečena neki temi. Zdaj, čez nekaj tednov, izide naslednja 37. številka, ki se ukvarja z intimnostjo. Kaj še je potrebno povedati? Nič in upam, da jo bomo tudi imeli možnost predstavljati vse nekako na tako intenzivni način. Hvala. Temu bi dodal še eno vabilo, in sicer v nedeljo je še en dogodek, in ko govorimo o javnem prostoru, je dogodek na javnem prostoru o diskusiji o javnosti, o revoluciji. 13. oktobra ob 13.13 na 113. rojstni dan Hannah Arendt in ob 130-letnici francoske revolucije in, kakaj to je še, o postavitvi spomenika leta 1990, je prva javna debata sploh predstavitev knjige On Revolution Hannah Arendt in zadeva bo potekla, da se v bistvu prevoda slovenščino. Je pa predstavitev samo v Novi Gorici, ni bila predstavitev še. Tako da namesto v zaprtem prostoru, bo to v javnem prostoru v nedeljo, na predvečer njenega rojstnega dneva, drugače Margaret Thatcher na tega rojstnega. Če vam to zdi pomenljivo, tako da cel dan bo več debata o določenih obstoječih revolucioniranih in kaj je pojem revolucije pri Hannah Arendt nesplošno. Tako da vabljeni na javno debato, cel dan bo tam, tako da se vidimo.